Drevesa so klonila pod težkim ledenim oklepom, popadali so železni in betonski drogovi, električne žice so ostale na tleh, ljudje pa v temi. Smo z batarijami do WC-ja, ko vstanemo, in tu vse z batarijami. No. In pol imamo pa še sveče dve. Lepa noč z družino, lepo, doma toplo, imamo svoje gretje na drva. Elektrike ni, tople vode ni. Sveče imamo, smo se prištimali vse, hrane imamo, ne bomo lačni. A ljudi vendarle skrbi, kaj bo z živili polnimi zamrzovalniki. Če se odtalije, je škoda, ne? Kaj? In na agregatu ne, in pa trgovine, da so že vse pokupili. Tisti, ki so agregate le dobili, so z elektriko oskrbeli tudi svoje sosede. Tako da imamo centralno ogrevanje in pač znajdemo se, kakor si lahko. Agregate za proizvajanje elektrike je ljudem obljubilo tudi Ministrstvo za obrambo. Po svojih močeh se že 2 dni trudijo gasilci. Preko regijskega štaba civilne zaščite imamo zagotovljene 4 agregate, da bi najnujnejše porabnike v vaseh priklopili, da bi lahko življenje steklo koliko toliko normalno, ker normalno ne bo še en lep sajt. Danes niso delovali semafori in bankomati. Zaprti so ostali tudi nekateri bencinski servisi. Električarji pa zaradi katastrofalnih razmer na terenu niso bili preveč uspešni. Vse sproti ledeni, žice se sproti trgajo, nekaj popravimo, čez 1 uro spet okole. V glavnem katastrofa, no. Taka primera jaz nisem še videl. Težko delo so imeli tudi tisti, ki so morali na pot z avtomobili. Čiščenje zaledenelih jeklenih konjičkov je bilo dolgotrajno. 20 minut bo rekel. Pa še 20 minut pa bomo rešili situacijo. Čudno, te vreme. Težko je. Zaradi podrtih dreves so nekatere ceste še vedno zaprte in neprevozne. Drevesa pa se lomijo drugo za drugim. Borovci, ki so težki, dajmo reči, sama teža nekje 2 do 3 tone, na njemu je pa mogoče 20 do 30 ton leda gor. Škoda v gozdovih bo nedvomno ogromna. Ljudje pa upajo, da vej po ledenem dežju ne bo polomil še sneg, ki ga vremenoslovci napovedujejo za naslednje dni.